Lepo pozdravljeni. Tokratni dolenjski obzornik začenjamo v Trebnjem, kjer je dišalo po kruhu. Tamkajšnje Društvo podeželskih žena Tavžentroža je namreč pripravilo že 11. društveno razstavo kruha in kvašenih izdelkov. V Trebanjskem kulturnem domu so nagradili najboljše. Na ocenjevanju je bilo letos rekordnih 126 izdelkov, pridne roke pa so zgnetle in zavile tudi potice, ki jih niso ocenjevali. Z odzivom smo zelo zadovoljne, saj nam to predstavlja, da ni naš trud zaman. Ko sem se sprehodila tukaj med temi stojnicami, sem bila prav presenečena. Gledala sem kruhe med seboj. Čisto noben ni isti, ne? Vsak je malo drugačen. Kruh ima dvoje, se pravi par pridnih rok, ki ga gnetejo in iz tega nastane tako rekoč unikaten izdelek. Poleg članic domačega društva so sodelovali tudi prijatelji in prijateljice iz sosednjih društev podeželskih žena. Vsako leto povabimo na sodelovanje tudi vrtce, šole, zavode in so se letos odzvali tako Trebnje, Mirna, Mokronog, Trebelno, tako da smo s tem zelo zadovoljne. Je pa to naš cilj, da naše znanje, naš trud polagamo mlajšim v dlani, tako kot so naše babice to položile nam. Jaz sem se odločila, da spečem 2 kruha, predvsem tudi zaradi tega, ker sama komisija da potem tudi povratno informacijo, kaj lahko izboljšamo. In jaz pravim, da učimo se celo življenje, ne? Vedno lahko kaj izboljšamo. Ena informacija več, kaj lahko drugo leto izboljšam, recimo, ne? Ker na samih teh spremnih listih je tudi zapisano, kje so bile kakšne pomanjkljivosti, tako da upam, da bo drugo leto kakšna stopnička več. Kot nam je zaupala sogovornica, kruh peče tudi sicer pod budnim spremstvom hčere. Najraje pečemo navaden pšenični kruh ali pa pirin kruh, pa zelo radi imamo tudi čemažev kruh. Da ga lahko skozi probam. Povem mi skozi, če je dober ali pa če je malo preveč moke ali pa premalo. Na lanskem jubilejnem 10. ocenjevanju kruha je srebrno priznanje med drugimi za svoj kruh prejel tudi mokronoški župan Franc Glušič. Kruha žal ne pečem, čeprav bi ga rada. Moram reči, da me je na lanski razstavi in ocenjevanju kolega župan sosednje občine Mokronog Trebelno izzval, da letos se tudi jaz preizkusim na ocenjevanju, ampak sem se odločila, da bom ta izziv preskočila in ga raje prepuščam mojstricam, ki obvladajo in raje na takih dogodkih izrazim kot županja občine hvaležnost za ohranjanje te tradicije. Letos sem se prvič udeležila, tudi tako, da sem prinesla svoj kruh na oceno in sem zelo zadovoljna z samim rezultatom. Pekla sem 100% pirin kruh, je pa krivec temu, da sem jaz letos prinesla ta kruh na razstavo, je pa naš župan, kajti lansko leto me je ravno ob tej priložnosti izzval in se je prav začudil, kako to, da podžupanja ni prinesla svojega kruha in letos sem to z veseljem naredila. Mokronoška podžupanja je za svoj kruh prejela zlato priznanje, enega od 73, kolikor so jih podelili, poleg tega pa še 39 srebrnih in 10 bronastih. Splošna kakovost in kvaliteta se je kar dvignila, tako da je kar na zadovoljujočem nivoju in so ženske kar pridne in lepo ustvarjajo ta našo kulturno dediščino peko kruha. Ob tem opozarja na določene pomanjkljivosti letošnjih kruhov in svetuje. Opažam, da so kar določeni, kar drzni in se upajo z raznimi dodatki. Če pa izpostavim, sem letos pa pogrešal peko v krušni peči, ker to je pa naša tradicija in priporočam za vnaprej, naj se ukoražijo, naj poskusijo in naj zakurijo to krušno peč, da bo dišalo ne samo po domači hiši, ampak tudi po celi vasi. Ko zadiši po sveže pečenem kruhu, se namreč zbudijo spomini. Seveda, kruh je vsakodnevna ali če ne vsakodnevna, kruh je peka, ki je na dnevnem redu, če tako rečem. Kot izziv pa morda kakšne pletenice, kakšni boljši izdelki. Zelo pomembno se mi zdi v današnjem času, da na otroke, na mlajše generacije prenašamo to, da je kruh naše osnovno živilo,
in da se zavedajo tega, da ne jemljejo to kot nekaj samoumevnega, ker ni. V marsikaterih predelih sveta nimajo kruha, ne. To se mi zdi pomembno, tudi pomembno se mi zdi to, da se zavedajo, da je kmet pomemben, ker brez kmeta ni pšenice in potem ni kruha. Pa to, da prenašamo na njih to, da jih ne samo učimo, ampak tudi naučimo speči kruh. Ker če vemo sami speči kruh, eno osnovno živilo, lahko tudi lažje preživimo. Kruh zagotovo ni samo hrana, je zagotovo en del naše pomembne tradicije in simbolizira zagotovo eno družino, dom, skupnost in zagotovo je dobro, da taki dogodki, ki ga imamo vsako leto tukaj v Trebnjem, ohranjajo tradicijo in nas spominjajo na vrednote naših babic. Kruh predstavlja en lep spomin na moj dom, na toploto, na prijaznost, na lepo okolje, kajti ni lepšega, kakor vonj po sveže pečenem kruhu. In kakšen je recept za najboljši domači kruh? Recept za najboljši kruh, mislim, da vsi pečemo po istem receptu. Moka, kvas, voda, poleg tega mora biti pa kot še dodane začimbe, to je topla dlan, vnešena ljubezen do izdelka in pa ne nazadnje, kar je pa najpomembnejša začimba, je pa spoštovanje do kruha. Napotek, korajža in dobra volja. Pa bo lepo ratalo. Društvo je tudi po ločitvi nekdanje skupne občine Trebnje ostalo povezano in danes vključuje več kot 300 članic iz občin Mokronog, Trebelno, Mirna in Trebnje. Iz mesta ob Temenici pa v mesto ob reki Krki. Čeprav je dolenjska lepotica v teh prvih dneh novega leta vse prej kot topla, to ni ovira za številne potapljače od blizu in daleč. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je spet priredil že tradicionalno otvoritev potapljaške sezone s potopom v reko Krko. Letos že 31. Na akcijo so bili poleg članov Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto povabljeni tudi potapljači iz vse Slovenije. Saj je akcija potekala tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze ter tudi kolegi iz Karlovca. Razmere v Krki so bile na to oblačne januarsko dopoldne precej zahtevne. Pa prijateljstvo sa klubom tu iz Novog mesta. To je već tradicionalni uran, svake godine dolazimo tu na otvorite potapljaške sezone. Naviknuti smo i mi to u Karlovcu isto imamo otprilike neka takve uvjete, tako da nije nam to strano. Druženje, začetek novega leta, začetek potapljanja, tako da ove treba jeti. Kakšni so danes pogoji v reki Krki? Ne izgledajo ravno idealni? Ne, niso idealni, slabi, pa gremo pač za trening, noče drugega ne. Tukaj v Novem mestu potapljam že verjetno tam 7-8 let. Vsaka otvoritev sezone mi tukaj odgovarja. Pogoji pa niso glih primerni, ker je pa izredno slaba vidljivost. V letu 2023 so obeležili 50-letnico delovanja društva in 30-letnico izvajanja ekoakcije Potapljači za čisto Krko. To pa je bil že 33. novoletni potop v dolenjsko lepotico. Poslanstvo tega potopa je prvič, da se z ostalimi člani in društvi vidimo, pogovorimo. Drugi cilj je, da se pač izvede samotvoritev in pa potop v bolj ekstremnih razmerah, se pravi temperatura, vidljivost, pretok. Letošnjo sezono bo odprlo cirka 10 potapljačev, šli bojo na splav in bo polih malo rečemo 50 metrov, zaradi pretoka same Krka, ki je močen pretok, se bo spustila tlele ven do stopnic in bo šli bolj ven. Izkušeni potapljači se dobro znajdejo tudi v težjih pogojih, kot so jih pričakali tokrat. Ne za neizkušene potapljače, zato sem tudi pri otvoriti opozoril, da pač neizkušeni naj ne bi šli. Predvsem je problematičen pretok Krke, se pravi hitrost reke. Dosti hitro te odpele. Najbolj izziv je pač, ker je vidljivost slaba, je verjetno 30 centi nad dnom se šele zagledaš dno. Klub sodeluje pri več projektih povezanih z reko Krko, ekologijo ter promocijskimi dogodki. Vsako leto pripravijo tudi razstavo podvodne fotografije njihovih članov in tako tistim, ki se ne potapljajo, prikažejo podvodni svet. Poslanstvo samega kluba, kot ste že omenili, je
tudi ekologija, se pravi vsako leto organiziramo čiščenje reke Krke. V teh letih je že kar nekaj ton smeti ven pospravljenih. V zadnja leta so bolj predvsem vozički, smetnjaki, kolesa, motorji. Aktivni so tudi na marsikaterem drugem področju. Vsako leto organiziramo najmanj 2 potapljaška tečaja in pa seveda sodelujemo z reševalno postajo Novo mesto v okviru podvodne reševalne službe Slovenije. Varnost pri potapljanju je ena izmed prioritet kluba. Inštruktorji potapljanja ter drugi izkušeni potapljači skrbijo tudi za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje njihovih članov. To je osnovna dejavnost in tudi preživetje kluba. Reševalna postaja Novo mesto ima 10 pripadnikov, se pravi tisti, ki so najbolj izkušeni in so pripravljeni pač tudi v prostem času še kaj dobrega narediti za družbo, so tudi pač izvajajo te aktivnosti. Z veseljem se odzovejo tudi povabilom drugih potapljaških društev in klubov na akcije in dogodke, ki jih organizirajo tekom leta. Udeležujem se akcije po celi Sloveniji, od očiščevalnih, otvoritev, predvsem so važne tudi pač poznanstva in pa izmenjava izkušenj, ne nazadnje tudi skupaj v reševalnih akcijah sodelujemo. O čistoči reke Krke danes priča tudi dejstvo, da v njej najdejo več živih školjk, nekaj, kar je bilo še pred 10 leti nepredstavljivo. Cela dolžina reke Krke je po moji oceni bistveno v boljši kvaliteti in bregovi in rečna struga. Društvo je drugih 50 let svojega delovanja vstopilo sila optimistično. Članstvo v klubu se je stabiliziralo okrog 60 do 70 članov. Približno zdaj vsako leto imamo novih do 10 članov. Zdaj eni so bolj aktivni, eni manj aktivni, eni prenehajo, eni se vrnejo, tako približno. Pred njimi pa sta 2 večja izziva. Prva zadeva pač, da mlajša generacija počasi prevzame vajeti v roke, pa da pelje zgodbo naprej. Druga zadeva pa je ohranjati, se pravi, ohranjati to miselnost do družbe, da nekaj vračaš družbi skozi udeležbo v reševalni enoti. Nemalo potopov opravijo prav reki Krki, ki jim je tudi najbližja. Seveda pa se z veseljem odpravijo na Jadran ter tudi dlje. Zelo zadovoljni so tudi z novimi klubskimi prostori, ki jih najdemo pod Julijino brvjo na Loki. Naš pogled pa bomo v naslednjih minutah usmerili še malo bolj nazaj na izjemen decembrski dogodek. Predvsem zato, ker si ena najbolj množičnih prireditev v šmarješki občini, ki jo je prevevalo odlično vzdušje, pester kulturni program in dober namen, to nedvomno zasluži. Tudi 4. izvedba dobrodelnega teka ob baklah, ki jo je organiziralo novomeško društvo Maraton, je namreč navdušila. Tako zaradi izjemne darežljivosti udeležencev in obiskovalcev, kot tudi zaradi množice ljubiteljev teka in pohodnikov, ki so na zdaj že tradicionalnem decembrskem dobrodelnem teku v Šmarjeti pridno nabirali kroge in kilometre. Tukaj donirajo vsi, se pravi, tako imenovana startnina gre vsa v sklad za donacijo. So pa tukaj mnogi, ki namesto tega priporočenega prispevka dajo 2-kratnik, 3-kratnik. Svoj prispevek so preko prijateljev donirali tudi tekači, ki se prireditve niso udeležili in mnogi obiskovalci z iskreno željo pomagati. Zbiramo za našo občanko, študentko 2. letnika, ki je letos pač tragično ostala brez obeh staršev. Tudi odziv je zadnje dni izjemno velik, tako da jaz mislim, da to, kar delamo, pa smo že naredili, da je bilo in je prav. S čimer se brez kančka dvoma strinjajo vsi udeleženci. Naredili smo 6 krogov, prišli smo pa zato, da podpremo mlado punco v teh težkih časih, da bo vsaj malo lepše za praznike. Do zdaj smo jih naredili 10 krogov, namen jih imamo preteč tam okrog 25 kilometrov, tako da je še nekaj pred nama. Naredili smo s prijateljem 5 krogov, imamo ne vem še nek 5 sigurno. Trenutno imam 10 kilometrov. Koliko jih ima še namen preteč? Vsaj enih 5. Veste pa Bleželantu? Ja, lani
Lani smo se udeležili, pa je bilo super, tako da smo rekli letos, da moramo iti še enkrat. Za dober namen. Tako je. In ni ne zadnjič. Ne, mislim, da bomo kar vsako leto, je rušno. Naredil sem 14 krogov, zdaj od nas na ta 15. Sem vodnik, pohodnik, hodim skoraj vsak teden, vsak vikend in mi je to zelo všeč. In take dobrodelne tu pa sploh. Mi je enkratno. 6. krog delava. Prišla so pa zato za dobrodelni namen, so pa tudi iz društva Maraton. Včasih so bile zelo dobre tekačice, ona še. No, zdaj pa malo zaradi zdravja, malo pa tako, pa hodiva, hitra hoja. Dobrodelnemu namenu se ne smemo odpovedati. Nekateri tekači so do zaključka teka naredili skorajda maratonske razdalje. Tekel sem od 5. ure, za krog je točno ne vem. Pretojko sem pa 34 km pa 780 metrov. Super je bilo za dober namen. Za dober namen se zmeraj dobro splača. Po moje sem pretekla 30 km, ker sem imela kar dober tempo, pa sem skus tekla, res. Pa ko enkrat začneš, ko padeš noter, po 1 uri pa pol si misliš, bom pa do konca, no. Z veseljem sem tekla, res z veseljem sem tekla. Moj letošnji 3. dobrodelni tek. Se rada udeležujem dobrodelnosti. Kar velja tudi za najstarejšega udeleženca, ki je na 730 metrov dolgi krožni progi okoli jedra Šmarjete tekel 2 uri. In je šlo? Šlo, super. Pridete radi? Radi, jaz sem že parkrat bil tukaj, ja. Za dober namen? Ja, za dober namen, vsekakor, ja, zviri. Dobrodelnost je, kot pove Stane Lindič, ki je tokrat pretekel slabih 10 kilometrov, v srž novomeškega društva Maraton vpeta že vse od njegove ustanovitve. Zdaj zadnje cajte smo pa napravili še v naši občini tukaj, da se nekaj v tem času dogaja. Vidimo, mladine imamo veliko tukaj, veliko potencijala. Mladi radi tečejo, radi se družijo in smo rekli, zakaj ne bi probali. In zdaj tole leto, 4. leto, lepo se je prijelo, tako da res z veseljem sem tukaj in bom še v bodoče za take stvari. Čeprav je dobrodelni tek ob baklah, ki so ga tudi letos popestrili s štafetnimi teki osnovnošolcev, v zadnjih letih že prerasel v eno bolj odmevnih prireditev v šmarješki občini in širše, se njegove priprave zaradi srce parajočih življenjskih zgodb prireditelji vselej lotevajo tudi z malce nelagodja. Po drugi strani pa, če lahko vsaj z nečim nekomu nekaj polepšamo, bomo to nadaljevali pa to naredili vsak december, dokler bo to potrebno. S pohvalami na račun dobrodelnega dogodka, na katerem ni manjkalo glasbe, petja, plesa in dobrot, ki so jih z namenom zbiranja prostovoljnih prispevkov za pripravo valete in šolski sklad ponujali devetošolci, ni skoparil nihče. Vsaka čast. Ja, res zelo je lepo, tako domače. Pohvalno, da nekdo organizira nekaj takega. Podpirava to zadevo in lepo, no, lepo. Prideta še? Ja, vsako leto prideva in bova še prišla. Mislim, da je super, ker podpirajo to dobrodelnost, da to bodo odlično vzdušje. Bodo odlično. Še prideš? Še, vsako leto. Super, mi smo 1A, vrhunsko. Kaj ćemo reči, vrhunsko. Dobra ideja, dobra misel, ne vem, mogoče bo pa kaj ratalo, ne? In tudi je. V društvu Maraton so s pomočjo udeležencev, obiskovalcev in širokogrudnosti nekaterih podjetij za 20-letno Anjo zbrali zares lepo vsoto, ki bo mladi študentki veterine, presenečeni in ganjeni nad odzivom in dobrosrčnostjo vseh darovalcev, še kako prav prišla na študijski poti in pri vzdrževanju domačije. Takole, jaz ti bom predal simboličen ček oziroma tolele našo tablo, za Anjo smo pa zbrali skupaj 10.565 evrov.
Tudi z naslednjim prispevkom ostajamo v decembru. V dvorani Mokronoškega kulturnega doma so se namreč na prednovoletnem srečanju zbrali predstavniki društev, podjetij, organizacij in občine. Na dogodku, ki so ga nadgradili s tematsko okroglo mizo, so razmišljali predvsem o turizmu. V občini Mokronog-Trebelno je turizem sicer manj razvita panoga. Po besedah župana je verjetno najbolj razširjen lovski turizem, vse bolj pa se uveljavljata tudi kulinarični in turizem v zidanicah. Turizem, gospodarstvo, kulinarika, šport, to je danes in kultura seveda gre danes skupaj, ne nazadnje ustvarja vse to neke znamenitosti kraja, v katerega tudi leže potem turiste. Če je del turizma tudi sejem, kar je verjetno in tudi znamenitost Mokronoga iz srednjega veka, ko je Mokronog dobil trške pravice, iz te pa izhaja tudi pravica do organizacij sejma. Je to tudi ena zelo obiskovana, bi rekel, prireditev. Turizem res dejansko gospodarska panoga in gospodarska panoga sama za sebe nosi veliko pozitivnih učinkov, predvsem na tiste, ki ustvarjajo, in v Mokronogu mislim, da je ogromno priložnosti. Nekateri so že naredili prvi korak, da so uspeli si zagotoviti proizvodnjo, torej imajo svoj produkt, imajo nekaj za ponuditi ljudem. Ta drugi korak je potreben, da se lahko na koncu ustvari dobiček, kar je cilj gospodarske panoge, pa je seveda, da privabimo tiste, ki bi radi to kupili, ki bi radi to videli. Izhodišče za pogovor med osrednjimi gosti je bila sicer misel, tudi turizem je gospodarstvo. Je na prvi pogled turizem lahko prijazen zaradi lepih zgodbic, fotografij, slikic in tako naprej, ampak seveda vsako okolje pa se odloči za turizem, predvsem ko prepozna, da lahko turizem prinese nek napredek in ne nazadnje tudi neke konkretne učinke, ki lahko prinesejo dodaten razvoj. Tudi turizem je gospodarstvo in gospodarstvo je turizem. Skupna sinergija da velike rezultate lahko. Tudi v majhnih krajih in majhnih sredinah. So ljudje bolj, vsaj na našem koncu in pa tudi tukaj v Mokronogu, ljudje veliko bolj povezani, se poznamo med sabo. Je pa seveda ključno ravno to, da se povezujemo, sodelujemo in da znamo prepoznati tiste zgodbe našega malega podeželja in tudi, bom rekla, malega kmeta, ker ravno v tistih zgodbah leži najvišja dodana vrednost razvoja turizma in tudi gospodarstva. Turisti so naši kupci. In skozi ta pogled lahko vidimo, da imamo en kup lokalnih izdelkov, ki jih ne moremo po primerni ceni prodati po klasičnih trgovskih poteh, skozi turizem jih lahko pa bistveno boljše. Povezovanje in sodelovanje sta bila stična točka razmišljanj o pisanju skupne turistične zgodbe. Slovenija je že tako majhna in potem, ko se delimo še znotraj Slovenije po regijah, po občinah, po zemljiščih, potem je seveda težko najti pravo zgodbo. In zaradi tega je povezovanje ključno. In majhne občine lahko postanejo velike, ko bodo ljudje skupaj stopili potem na velik oder. Ali je to lokalna tržnica, ali je to mednarodni obisk ekspota, ali povabiti tuje goste in jim predstaviti lokalne dobrote. In zaradi tega naj ljudje prvi korak naredijo z najbližjim sosedom oziroma s tistim, ki seveda razmišlja podobno, ima mogoče celo enak produkt in lahko potem skupaj tudi ustvarite zgodbo. V turizmu je vedno pomembno, da kapiramo, ne kopiramo in da seveda delamo turizem in izhajamo iz tistega, kar imamo, kar smo mi. Ne da uvažamo neke zgodbe, ki so bile zagotovo neke uspešne, ampak pomembno je, da lokalno okolje poišče tisto, kar izhaja od tam. In včasih pač ljudje preprosto potrebujemo spodbudo za kakšen pogumen korak naprej in mislim, da pri okviru takšnih srečanj je možno takšne bariere, ki se zgodijo v naših glavah, kaj pa če, na nek način premostiti. Želja je, da bi v prihodnje s turizmom povezane aktivnosti v dolini opravljal skupni javni zavod kot nek podaljšek zavoda Dežela Kozolcev. Če hočemo torej peljati neko kvalitetno turistično dejavnost, potem moramo imeti tudi izobražene ljudi, ki bodo to vodili, ki bodo ljudi peljali tja, kamor pač jih je treba peljati. Za vse to seveda rabimo ljudi in torej moramo jih tudi ustrezno nagraditi. Razpravo o turizmu je obiskal tudi Škrat Mokronožec, ki je kot sodobni mitološki junak tesno povezan z Mokronogom in svojimi duhovitimi domislicami eden največjih promotorjev občine širom po Sloveniji.
kamor dober glas ponesejo tudi učenci in učitelji glasbene šole Trebnje. Tokrat so nastopili tisti, ki so doma iz dolenjske občine, ki ima v svojem grbu trto in odtis stopala. Turizem je zgodba, ki se piše na dolgi rok, ki se piše počasi in z vztrajnostjo. Vsak dan pa se dobre in zanimive zgodbe dogajajo tudi okrog nas. Opazimo jih in svet se nam bo zdel zagotovo lepši. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič. Bodite lepo.